Dobro jutro, živijo. Ja, vse je v redu, vse je super, vse se dogaja tako, kot se mora. Zdaj, ali imamo srečo, ali je plan tak, da smo pač tle in da nas ne trese, da ni eksplozij, da ne gori, da ni poplav, da ni plazov, da ni ne vem kakšnih katastrof. Še se mogoče nekaj nad vremenom pritožujemo. Sicer pa je vse tako, kot mora biti. Okay. Jasno pa je, da smo sredi vojne in tudi približno ni tako, kot mora biti, ne? Kako je vse dvoumno, ne? Ja, kdor vidi, kdor široko gleda, vidi, da se v ozadju stvari dogajajo. Ampak, kakorkoli zdaj gledamo na to, ali pa kakor globoko in široko lahko vidimo in razumemo oziroma spremljate, zdaj eni bolj zagriženo, eni malo manj zagriženo, eni padate na negativne informacije, kako hudo nam pripravljajo teritorij, da nas bodo pobili, spet drugi ste vsem skup zelo, zelo optimistični, no in ti slednji, to je bolj prava odločitev, ker ideja te, bom rekel, vojne, vseh vojn je popolnoma drugačna taktika, kot smo jo poznali, in to nam je verjetno že jasno. Vidim, da sem si dal sliko presvetlo, pa jo bom mečkam popravil, ker me tale bo pa bolj prava, ne? V tej zadnji vojni je ideja, da ljudje prevzamemo oblast nazaj v svoje roke, kajti bila nam je v času nazaj vzeta, kasneje smo jo sami predajali z volitvami in tako. Vse to so bila zavajanja, nič drugega, in žal smo se znašli v krempljih težkih psihopatov, ki so začeli izkoriščati človekovo lastnost, torej da človek za denar in neke bonitete začne delati proti ljudem, seveda vse pod pretvezami, ne. Zdaj, jaz to probam nekako dati primerjavo z mafijo, to mogoče nam je bolj poznano skozi filme mogoče, kako mafija deluje, ne. Mislim, enega moraš ubiti, ne. Zdaj, zato si nagrajen, zdaj ti s tem človekom direktno nimaš nič, narediš po ukazu, ga ubiješ in čao, ampak noter moralno veš, da ga ne smeš, da tega ne bi smel narediti. Ampak po prvem dejanju je drugo dejanje lažje in tako naprej. Enako je z ljudmi, ki pač zdaj se izgovarjajo na to, ja, mogel sem, to je bila pač moja služba, mogel sem brcati ljudi, ker je bil grozen virus in je bilo treba s pendriki žigati po ljudeh. Treba je bilo pisati kazni, treba je bilo se agresivno obnašati do ljudi, kaj pa češ, sej sem sam rabel, ne? Ne gre to tako, ne velja ta igra, da lahko nekdo dela z živim bitjem, kakor se pač njemu je ukazano, ne? Ampak psihopatska ideja je prišla in prihajala vedno iz vrha, ne? Torej po vertikalni liniji so prihajale komande in precej absurdno grozno je spoznanje, koliko ljudi, ki so delali pod pretvezo, da nam želijo dobro, imam zdaj v mislih aktivne cepilne doktorje, a ne? Ki so s tako vnemo hiteli razlagati in v bistvu vedeli so, kaj počnejo, ne? V bistvu ubijati ljudi, ker niso tega počeli z nekim, bom rekel, dobronamernim vzgibom, a ne? Ker vsak normalno razgledan človek, ne, je opazil, da s temi cepivi nekaj ne valja, a ne? Ne rabim biti jaz doktor, da vem, da je genski inženiring neprimeren za obdelavo, bom rekel, živega bitja, ne. Pa nekako smo se s to gensko obdelavo strinjali, pa smo rekli, ajde, pa naj bo koruza, da jo bo malo več, pa ogrščica, pa pšenica, pa to, pa smo tam nekako kar to genetiko kar dovolili, ne, ampak ta narava je naredila vse tako perfekt, tako popolno, da čemu bi tle kaj spreminjal, razen če ni ideja spremeniti v minus, ne, v nekaj uničiti, nekaj naravnega uničiti. No in evo, tukaj smo, kjer so probali naravno, to kar smo, narava, del narave in smo iz narave narejeni, to degenerirati,
gene spreminjati in to zagotovo ni v redu. In zdaj v tej vojni smo mi pogruntali, da pušk ne rabimo, ne? Da je davno nazaj že bilo napisano, kako se bo bojevala zadnja bitka in ja, jezik je naš meč, vedenje o situaciji oziroma razumevanje situacije je seveda pred tem nujno potrebno. Potem pa izgradnja neke, bom rekel, osnovne integritete, moči, odmik strahu in tako še smo vsega tega že nasuli in povedali in razložili. Vendar nekako se mi zdi pomembno, da razumemo, da moramo delovati še glasneje, še močneje in večkrat smo bili opozorjeni in tudi jaz sem predal naprej, kadar bodo ljudje in bomo ljudje prepoznali, kako je igra funkcionirala, kako grda je bila, takrat ona ne more več funkcionirati. Pač participiramo temu sistemu smrtno nevarnemu, ne, v bistvu našemu sovražniku participiramo sami in nujen je izstop in istočasno osveščanje ljudi, kolikor duša da. Ne, sej zdaj nam je jasno, da pač sistem nas ne bo rešil, ne nuca vlagati tožbe, ovo, zaradi tega, ker parazit parazitom drži in nekako se mi zdi, da je Hamlet napisal bitka z mlini na veter, ne, je Sancho Pansa se hotel kar z njimi boriti, kaj da bi se z vetrnicami boril. In res nima smisla se s sistemom pregovarjati, kot se z narcisom nima smisla pregovarjati. On pač noče slišati resnice, dejstev, ki seveda kažejo na to, da na plano prihaja laž njihova. Ne? Seveda jim ni to v redu in seveda v tem momentu tudi oni obupno iščejo svoje izgovore, možne variante, kako bi pobegnili. Bom rekel, in v vsi iz vrha dolni si bo politika, religija, vse korporacije in vsa sranja do izvršilne veje oblasti, torej sodstvo in svojimi pomočniki, represivnimi organi, ne? Pač vsi se v tem trenutku borijo za svoj obstoj in probajo prikrivati svoje stvari. Po drugi strani pa ta najnižji sloj ljudi, ki sodeluje s sistemom, nima vodstva od odzgoraj in dela gromozanske napake in teh napaka je v bistvu, da se izkazujejo, kdo so, kako funkcionirajo, kam spadajo in skrivna igra skrivnega sistema ne odobrava, da ljudje delajo po svoje, to je prvo, še manj pa da delajo napake, ki v bistvu pripomorejo k razkrivanju podle igre. Ne? In v tem primeru se mi zdi, da imam občutek, da bodo pravzaprav kaznovali svoje privržence za neopravljene naloge, za izvedbo napak in tako. Do zdaj so jim še kril hrbet, kar se mene tiče, mojega razmišljanja je samo še vprašanje časa, kdaj bodo sami sebe potamanili v kontekstu, kaj je s tabo debil, ti greš se z empatom pregovarjati, narediš napako, se izdaš nas in mislim, da si ti potreben sankcije, ker si pristopil narobe. Ne? Ker zdaj nam so nekako v šoli razlagali, kakšen je način bojevanja fronta na fronto, a veš, v vrsto se postavite, zdaj pa gasa en na drugega, ne? To je vojne taktike, ampak oni so se posluževali čist drugih prijemov, teh hinavskih, bom rekel, nož v hrbet, pod pretvezo, jaz sem tvoj prijatelj, ali pa jaz sem tvoj zdravilec, čeprav te bom ubil, ne na hitrco, ampak počas, tako da sledi ni. Še večja bolnišnica pa je, mislim, idiotizem, ali pa norost, ali pa jaz ne vem, grozota pravzaprav, da so se poletili ljudi moriti po psihi. In psiha je tista stvar, ki v bistvu bolj boli kot fizična rana, ampak kljub vsemu iz tega primeža se da priti ven, da pa se prideti na točko obupa, na točko, kjer se zdi vse brezizhodno, kjer se zdi nesmiselno sploh vztrajati pri življenju, ker toliko tepežev, pogovorim po čustvih, po psihi, enostavno človek v enem momentu klone in si je pripravljen vzeti življenje.
Nekateri s tovrstnim načinom opozorijo nase, potrebujem pomoč. Tle še verjamem, da je vmes tudi, da je možno, da je na sebe opozori dejansko žrtev, ki je psihično ubita, in smatram, da tle vmes so tudi tisti, ki so abuzeri, ki so posiljevalci, je enako narcisi, zaradi tega, ker oni imajo večno željo po pozornosti in pozornost je vse, kar rabijo, in če je ne dobijo zlepa, pol pa krenejo zgrda. In to so v kategoriji ljudje, ki opozorijo nase, bom pa naredil samomor oziroma kao jim ne rata. Zdaj druga kategorija ljudi, ki pa reče, jaz ne vidim več izhoda iz tega življenja in jaz si bom zaključil to zemeljsko življenje. Tak človek take odločitve ne sprejme čez noč, ampak se na to dolgo pripravlja, razmišlja o načinu, kako si bo vzel življenje, o kje in kdaj, nekako vse stvari pripravi in ne dopušča, da se zgodi napaka, in tak človek se zagotovo ubije, ne. Zdaj smatram, da v tej drugi kategoriji ljudi, ki se dokončno samo umorijo, ne, so po večini empati, torej žrtve, ki so spsihirane do amena. Zdaj parazit kot tak, torej narcis, ki je napadalec, ki potrebuje hrano empata, ta pa ne verjamem, da se želi ubiti, ne? Ker klop v bistvu lahko ima pomanjkanje in vse sort, ampak njegova tendenca je živeti in najti ver. Saj vendarle je na svetu dovolj ljudi, s katerih se da napajati. To je nekak princip narcisa. In mislim, da si narcis kot tak ne vzame življenja. To je moje razmišljanje, moja kontemplacija. Lahko, da sem se tudi zmotil, pa nič ne de. V vsakem primeru bi želel, da ostajamo vsi skupaj močni. V zadnji etapi smo. In ne bodo stvari trajale večno, kot je zgledalo še par let nazaj, da tole je kap. Tudi sam sem bil na teh točkah, ko sem se spraševal, pa je sploh še smiselno iti naprej, tle brez veze. Sem toliko že stvari probal, da ne gre vedno nekako se nekaj pofrderba, pa zmer bi jaz mogel nekaj na sebi narediti, pa sem sam na sebi delal, da bi ja razumel prav, pa so se stvari kar rušile in rušile in rušile. Vse, kar sem na eni strani naredil, se je na drugi strani prevrnilo oziroma podrlo, ne. Pa vem, da nisem edini, ne. Sej zdaj, ko te teme bolj odpiramo, tudi do mene prihajajo in nore zgodbe in nora pisma in nora sporočila, in tudi zaradi tega sem rekel, bom naredil en video z naslovom Obup in samomor. Mogoče malo grozno zveni naslov, ampak kljub vsemu naj bo. Nekako sem hotel reči že v liveu preteklem, da bi bilo smiselno, da naredimo pomoč tem ljudem, ki razmišljajo o tem, ali naj skočijo iz mosta čez balkon na špago, kakorkoli, ali pač ne. In nekako ugotavljamo, da je v bistvu še vedno pred tem bolj pomembno ozaveščati o tem, kaj se dogaja, kje se nahajamo, da s prstom pokažemo na morilce, da jasno definiramo, kdo je prikrit in kdo je malo manj prikrit narcis oziroma morilec oziroma pijavka, ker na tak način pomagamo končati to gonjo proti ljudem, po drugi strani pa da osveščamo o tem, kako je življenje v bistvu prečudovita stvar, da je življenje bistveno več, kot samo to, kar smo, bom rekel, enostavno do zdaj poznali. Torej, se šolaš, potem dobiš službo, potem moraš plačevati pokojninsko, pa vmes te davke, katerih ostane belke ne drobiš, in se zapufati, torej se dati v verigo, hoditi v službo do svojega 60-70 leta in potem je
Golob pravi, da smo pa dolgoživa družba, torej ja, zdaj pa to pa ne gre skozi, ne. Mislim, pokojninski sklad je pokojninski sklad, v socializmu je štimal, zdaj nas probajo prepričati, da to ne štima več. Seveda, ker je parazitski sistem, politics, politika, mnogo klopov je v prevodu, tako pohlepen in tako grozno lačen, da se ga ne da nikoli nafutrati in nekako so pokradli in spraznili že vse, kar je bilo za sprazniti, in nekako država res nima več ljudem zadati, zato pa so penzije take, ki so, niti ni noben v interesu, da se kdo v penziji ima fajn. Razen tisti, ko so pa bili del sistema, ti pa se lahko imajo lepo in fajn in okej, ne, recimo zdaj, veš, Kučanu ni nič hudega v penziji, ne, a je v penziji, oziroma zakaj se ne da v penzijo, ne. Pa ne je bilo fajn, rečeš, okej, jaz sem si svoje nabral, zdaj grem pa paradajske saditi, pa na morju kučico, pa papuče, pa gremo. Ne, prste noter, zaradi tega, ker pač ti ljudje imajo vpliv in morajo delovati tudi, ko so že v penziji, ako so že prej celo življenje bili v bistvu v penziji, ne. Noben od njih ni delal tega, kar prepričujejo narod, da moramo ali pa da je družbeno sprejemljivo, ne. Skratka, zavajanje smo pogruntali, nagruntali pa smo tudi, koliko je pomembno v tej celi zgodbi odkriti sebe, da ne bom rekel spremeniti ali ne vem kaj, dograditi, predvsem odkriti, ker vse to, kar smo, je že v nas prekrito z eno tono materijala, dreka, enega močverja, in naša naloga je, da izsušimo močverje, kjer se skrivajo ti paraziti, in to močverje se da izsušiti samo na tak način, da o njem jasno in glasno govorimo, ga prepoznavamo in na tak način igra ne more pelati več. To sem ponovil, pa verjetno bom še, ampak Drain the Swamp je naloga nas, torej izsuši močverje je Drain the Swamp. Izsušimo, mi smo tisti, ki moramo nehati dajati energijo, torej da se ne zapletamo v laži, prevare in tako, niti ne dokazujemo ničesar, ker jim nimamo kaj dokazovati lažnivcem resnice, oni jo vejo, samo jo noče slišati in sprejeti. Bolj ka ne je bistveno, da ne pustimo nobenega od naših plemenskih, svetlobne družine, pravih ljudi, empatov, ki še niso prodali duše, pa so v močnih krempljih empatov, narcisov, da njih ne pustimo zadaj, da njim damo motivacijo in zagon za to, da zdržimo vsi skupaj še malo. Sej smo večkrat rekli, vsi smo že utrujeni, drži, ampak nekako so, ta satanizem je vedno, oziroma negativni sistem je vedno razmišljal, da nas more pritiskati toliko časa, da se mi utrudimo, pa rečemo, malo okej, pa naj bo, ne. Tokrat je se zgodbica malo obrnila, tokrat, v času korone, in nekako ne gre, da bi se mi utrudili, ne. Koliko časa so posiljevali s tem cepljenjem, pa grozili, kaj vse, da bojo, če se ne bomo, ampak mnogi od nas se kljub vsemu še vedno nismo klonili. So pa, kar se cepljenja tiče, klonili oni. Nehali so posiljevati. Ne? Saj nekako probajo še razlagati, da je to v redu, ampak vse številke, statistike in podatki lomijo njihove trobezlancije, debele laži, pravzaprav vele izdajo, a ne? In vsi ti ljudje zagotovo pridejo do svojih, ko se reče, do točke pravice, kjer jim bo sojeno, brez pike dvoma. Nekako smo v času razmišljali, da se bo zgodilo to v maju, pa se bo zgodilo v januarju, pa se bo zgodilo v juniju, pa se bo, pa datumov en kup, seveda, ker smo neučakani, naj že nekdo pomaga za zares. Ampak izgleda, da ne gre to po tem kopitu, gre po kopitu, ko bo dovolj dogodkov, dovolj razjasnjenja med ljudmi, takrat bo verjetno kritična masa zdaj narašča, ne. Bom rekel, generalno mnogo ljudem, predvsem normalnim ljudem, je
kristalno jasno, da nimaš kaj poročila gledati, ker tam si dobil ti banano v betino, direkt debelo laž, torej orkestrirano, kaj razmišljaj, kaj naj bo v tvoji glavi. Mi, ki smo raziskovalci in tako ne dovolimo in se ne damo in ne dovolimo, da grejo te negativnosti v nas, nekako ne dovolimo programiranja, ne dovolimo več, ker vemo, da imamo v sebi notranjega vodnika dovolj močnega in velikega, da nas pele kaj, kamar je prav. Ja, zdaj nekako sem hotel nastaviti, da moramo dati ljudem upanje. Jaz se s svojim doprinosom borim, kaj lev, kakor duša da, že en čas, da nekako razjasnimo, kdo smo mi, kdo so oni, kdo je napadalec in kdo je napaden, kdo je na tarči, kakšen je princip bojevanja in en velik optimizem probam nariniti vsakmu izmed vas znova in znova. Zaradi tega, ker res bi želel, da se čim več naših ljudi prebudi, da zna izstopiti iz sistema oziroma iz primeža, to so odnosi. Ljudje so žrtve v odnosih, res so. In da končaš odnos z narcisom, potrebuješ ogromno informacij, znanja, poznavanja njihovega delovanja in tako. Najhujše je celo ta stvar, da štokholmski sindrom je, kjer empat ljubi svojega napadalca. Ne? Grozno, mislim, kjer se v bistvu žrtev zaljubi v svojega morilca. Je to kakšna nora psihološka motnja oziroma lastnost v človeku, ki se jo da izkoristiti. Satan je to izkoristil. Veš, mi ljudje v sebi imamo in dobro in slabo. Sam sistem je pogruntal, da bi bilo super, če spodbuja tisto, kar je slabo v ljudeh, pa bodo vsi ljudje na svetu postali slabi. Moš delati kot vsi, saj smo vsi ljudje. Ni res, to je bila pretveza. Nismo vsi isti, ne, daleč od tega. Smo pa pomešani, napadalci proti tarčam. Ne rad uporabljam besedo žrtev, ker tle narcis takoj, ko ga dobiš na laži, postane žrtev. Ne, zaradi tega. Ali ipak, vseeno. Torej še enkrat, dajmo probati ozaveščati še in še bolj s svojimi besedami, s svojim pogledom na svet. Jaz mislim, da imamo skupaj vse rešitve že. Vsak posameznik pa ima svoj pogled in neko svojo noto, s katero lahko pomaga temu svetu, človeku v tej vojni dvigati samozavest, pogum, integriteto, nekak mer. Vsak od nas šteje in tukaj dol smo z namenom in resnično je večje število samomorov in to ni prav. Zaradi tega, ker ljudje ne vidijo situacije takšne, kot jo vidim jaz, ali pa kot jo vidimo optimistični ljudje, ki smo raziskovali, ki smo se ukvarjali sami s sabo. Jaz sem se s psihologijo družbe in sebe ukvarjal, zaradi tega, ker sem želel enim stvarem priti do dna, že zaradi tega, ker sem želel razumeti. No, in besedo razumeti smo tudi večkrat obdelali, kako zelo pomembno je te pikice sestavljati skupaj, te koščke sestavljanke skrb dobivati. In opozoril sem vas, da tega pride skozi sanje, skozi številka in tako, deževuji se recimo povečujejo, če dalje več deževujev imate mogoče. Jaz imam kristalno jasne sanje. Ful zanimivo, kakšen ritem spalni sem je naredil. Še vedno vam zatrjujem, dajte se zuti čevlje, dajte piti mnogo vode. Ne obremenjujte se s tem, kaj je strupeno, kaj ni strupeno, ker v teoriji je vse strupeno, saj vi to veste, ampak da bi zdaj človek rekel, voda iz pipe pa ne bom jo pil, rajše ne bom pil, kakor da jo pijem to iz pipe. Pa to ni res, jaz pijem mnogo vode in to iz pipe pa funkcioniram čist ok, so far, so good. Do zdaj nimam nobenih težav, ker sem telo na to navadil in telo zna iz sebe izvršiti, kar ni uporabno, ne. Pa boste rekli, ja, pa voda je res strupena. Mislim, je daleč od tega, da je bila taka, kar mogla biti, zato pa se marsikdo že potrudi pa v izvir iskati. Celo nek seznam, mislim, da je dala Sensa ven, seznam najboljših izvirskih voda v Sloveniji.
kamor lahko gremo vsi natankat svojo vodo. Po drugi strani pa lahko vržete kakšen učnek, kakšen izver, ki ste ga poznali, pa ga pejte pogledati, kako zdaj izgleda, kako se tudi vse izvere nekako dostope zatret ali pa fizično obračunati z izveri. Torej, kabala, temačni ljudje so vedeli, da je voda vir življenja, ne? In vse, kar je bilo čistega, lepega, krasnega, jim je bila ideja uničiti. In tako sem jaz sam fizično najdu uničene izvere, pa sej o tem sem vam že razlagal. Ja, dogaja se, opažam, ne, dejte zdaj pa odstopite, zdaj pa nehajte delati genocid, zdaj pa ja, prav bi bilo, ampak parazit ne bo rekel, veš kaj, dobro, kaj si ti, nekaj je za name, grem pa dol iz tebe, ne. Parazit te ne bo zapustil, pijavka pač ne. In parazite je treba odtrgati iz sebe in jih pomendrati, in to je tista točka, kjer bodo prihajali do sodišč. Kako že kdo rekel, kaj se toliko razburjaš, čutiti je jezo, ne? Da si jezen na narcise, ful, izžarevam jezo, ne? Ne, ampak klop je klop in pač ne morem dovoliti, da klop je na meni. Zdaj pa naslednje vprašanje, pa okrog tebe pa je pa ful tega, ja, samo okrog tebe pa ni, kaj. Mislim, poglej si šolski primer, Janez Janša je narcis šolski. Mislim, vsi imamo opravka z njimi, ne. Pejt zrihtati si kakšen dokument na javno upravo, pa boš videl, ko te bodo šetali od enega do drugega. Vsak ve sam svoj košček zgodbe, ne. Ni ideja, da vemo vsi vse in tudi izobraževalni sistemi so delovali na tak način, da so nas izobraževali ozko usmerjeno, ne pa široko razgledano. Treba se je bilo naučiti ponavljati, ne pa razumeti, ne, v kontekstu zemlja je okrogla in tle izračun, kurvatura je toliko, zdaj po enačbi tej in to je to. Ne, in če kdo rekel, pa kako se pa voda gor drži, pa zaradi gravitacije. Pa med tistimi enačbami mislim, da se noben izmed nas ni vprašal, kako so zdaj te zvezdne konstelacije primer, če pa mi s tako hitrostjo dirkamo skozi vesolje. Moram dodati, ta zemlja mi je tako dobra fora, ker ne more biti okrogla, pa da se na glavo postaviš, 1000 in en dokaz je že, pa ljudem razlagaš, ne, to pa ni res, ne. Ja, valjda, če pa je živel celo življenje na strani sistema, ki trdi, da je okrogla in čao, stari, on to podpira. Njemu je to okej, kar nadaljujemo, vse se začne pri zemlji, kompletna veličina laži, ne. Zdaj, razsvetljenje oziroma zavedanje samega sebe, narave kot take se začne pa s sončnimi očali, pa s kremo za sončenje. Ko to skineš iz sebe, pol si na dobri poti, da začneš razmišljati o tem, da smo nekaj več in da valjda je sonce za nas, ne pa da se mi mažemo, še takrat, ko se slečemo, se pa namažemo, ne. Itak smo že ves čas oblečeni, mislim, se je precej absurd, ne. Kažejo vročinski valovi, 27 stopinj, vročinski val, kaj je bilo, 18 stopinj na Norveškem, nekaj pa že rdeč alarm, da vas bo sožgalo sonce, skrite se, veš, ko hočejo paniko narediti, pa nimajo vzroka, ker kakorkoli obračamo, 14. junij je v tem trenutku zunaj, pa na momente v kratkih rokavih, kraj je kratek rokav, kar premalo, in pa to sred belega dneva, ne proti jutru ali pa proti večeru, ne. Skratka, noče se segreti tako, kot bi se moglo, poletje pač ni tako, kot si ga želimo ali pa kakor smo ga vajeni, ko vas od zadaj slikico malenkost dražem, to je taka moja sanjska obala, veš, tako bi jaz živel od januarja do januarja. Tle po papuče, pa kokos, pa ribice, pa ladice, pa muzika, pa dobro druženje, tako bi jaz, mislim, ampak življenje je reklo, ne, to se pa ne da, Res ni šlo, oziroma samo zelo, zelo spretni umi so znali to življenje narediti bypass, znači v tem življenju, v tem sistemu delovati mimo njega, zaobiti neke normative in tako, ali pa bom rekel ustaljene prakse, ker
Sej nam je bilo tudi vcepljeno, ne, da se mora človek ustaliti, ne, a veš, da moraš imeti svojo hišo in tam živeti za zmeraj, ne. Potovanje je bilo mišljeno kot izbeg ali pa dopust od doma iti tja, ampak pol pa nazaj, tukaj biti. Ampak popotništvo je naše, pa raziskovanje je naša osnovna biti. To si mi želimo raziskovati in popotovati in ni bistvo, no, biti na enem mestu. To sem hotel reči. Tudi to lahko date v svojo kontemplacijo. Sej tudi brunarca mi je krasna stvar, ne? Sred gozda v šumi pa puste me primer. Pa smo družabna bitja. Tudi to drži. Seveda si želim jaz družbe, ampak to, kar gledamo zdaj okrog sebe, je čista bolanija. Zaradi tega mi je zelo krasno, ker se združujemo že ta, bom rekel, čistejši, ne čistejši, čisti. Nekaj nas pa je že in prav je tako in me navdušuje, da se v ideji strinjamo, ne? V For Vendetta nas je učil prav to, M kot maščevanje, je prevod filma, ki se baje vrti precej po televizijskih kanalih. Jaz tega ne zaznam, ker nimam TV-ja, ga nočem imeti, ga nimam že 20 let in ga ne bom imel nikoli več, ker ne, mislim, nikoli več. Bomo videli, kaj bo čas pokazal. Tako, mogoče še to, mi ljudje projiciramo iz sebe ven stvari na ljudi. In empati projiciramo svoje lastnosti, ki so čiste, še po večini, ne? Projiciramo na narcisa. Narcis pa projicira svoje stanje na nas, ne? In zaradi tega je ta drain the swamp, torej izsušimo močvirje, nehajmo projicirati svoje lepo, kar neskončno, kot da bi v kanto za smeti metal diamante, ne tega delati, in to je v bistvu njihov pokop in pogrom. In mi želimo, mislim, svetloba je itak že zmagala, mi samo še čistko delamo in da ne bi slučajno ostal kdo od zadaj za nami, zaradi tega je zelo pomembno, da si vzamemo toliko časa, da jasno definiramo. Tudi meni se še prepopajo ljudje, pa mi probajo nekako negirati, da kaj toliko o narcizmu govorim, ne, da v bistvu znam samo o narcizmu govoriti, ne, in tako jaz se tam glih ne padem na prvo žogo, vedno ostanem vljuden in tudi vam svetujem, ostanite v besedah, mislim, prijazni, ne, zdaj ta, ki je prišel drek mešati na mojo časovnico od Facebooka, ne, je na moji časovnici, on je prišel na moje bojno polje, no. Ampak zdaj on je prišel iskati konflikt in zdaj moraš biti previden, da mu konflikta ne daš nazaj, ne? Treba je biti jasen in glasen in seveda na koncu definirati. Smešno mi je, malo pa bom rekel lahkotno mi je, se počutim, ko vidim, kako jih znam z lepimi besedami pritisniti v kepe. Ampak moramo. To je način bojevanja. In mislim, sladko je to bojevanje, če z mene kdo kaj vpraša, ne, koncu. In ja, kdor se zadnji, se najslajše smeje, ne, in dajmo se smejati, ker je svetloba v vsakem primeru že zmagala. Mi smo tle zato, da začnemo ustvarjati nov svet in ne rabimo da se ne bomo rabili več reinkarnirati v prostore, kjer je večni mir in spokoj, ampak bomo ta mir in spokoj pripeljali dol nazaj, a ne, ker ta svet spokoja in miru je bil odmaknjen strani bezlatorskih narcisov in sistema reptilskega, drakonskega. Vse to je bila študija, programirati ljudi in tako zelo dobro naštudirana igra, vendar kljub vsemu je končana in čas je, da privlečemo mi dol ta svet in delujemo tako, kot se v svetu miru in blagostanja in ljubezni, da se to začne dogajati tukaj dol na zemlji, na
raju, v raju, kjer nam je dano vse, voda, zrak, sonce, narava, ptice, vse imamo, hrane na pretek, vsega prostora, vsega je dovolj za vse, le reorganizirati se je treba, bo treba in ni problema, vse nam bo dano ob svojem božanskem času. V tem trenutku pa smo, kjer smo, in jaz mislim, da je najbolj pomembno ozaveščanje, bom rekel, še naših spečih, rešiti njih in obelodaniti delovanje. Se pravi, bom rekel, če so narcisi pa sistem povezani po vertikali, je treba teh, ki jih je največ od spodaj v liniji, jim je treba povedati, da jih bo una zgornja vrsta glih tako potamanila, kakor je hotela nas, a ne? Tako da jih probamo prebuditi, spreobrniti, in v teoriji je vsem že vse odpuščeno in v praksi jaz bi zelo želel, da se najde človek pa reče, sorry, vse sem zafukal, vse sem zamočil, cel life sem tako funkcioniral, celo življenje sem deloval narobe, jaz se želim spreobrniti, ne. Jaz močno pričakujem veliko število takih ljudi, kakšna bo pa realnost, bo pa čas pokazal, ne. Vsekakor izkoristite dan za smeh, sonce, vodo in tako, uživajte, kakor duša, da pa se vidimo takoj, ko bom pri volji, da vam kaj lepega posnamem. Uživajte. Čau, čau.